Naša država pa je ta teden imela trčen torek. Ne vem, je bilo kaj v zraku, ampak našim politikom se je kolektivno snelo. Utrgali se vsem po vrsti, kaj da bi norišnici imeli dan odprtih vrat, pa psi pobegnili. Ne, tako je izgledalo, ena masa ljudi, norih. Najprej so se zbrali poslanci, da bi se na pobudo Slovenske novobranske stranke znebili šefa državnega zbora Milana Brgleza, ker je rekel, da čist vsak referendum pa ne more biti razpisan. Za začetek je Branko Grims predlagal posodobitev opreme v državnem zboru. Morda bi bilo dobro, če bi bila kakšna oprema v tem državnem zboru včasih taka, kot v teh napovedana za moderne avtomobile, da se vklopi šele, če se v sapi ne zazna preveč alkohola. Okej, nič ne rečem. Čeprav Grims, bodva iskrena, marsikdo v državnem zboru ima tako skisane možgane, da bi bil alkohol za njih balzam. Čeprav jaz predlagam še boljše rešitev. Mikrofoni, ki se ne pržgejo, če pred njimi stoji bedak. Si bilo super. Pa greste lahko vsi domov, še tisti poslanci, ki ste dejansko prišli na sejo. No, ta izjava je bila posledica tega, da je Brglez vsem prisotnim prebral parodijo na sonete nesreče. In gre takole. Ne pravim, da ima kakšno strašno umetniško vrednost. Ampak pri pripravi vsega skupaj sem se tako počutil in zaradi tega sem se tega lotil. SDS je ječa, čas ni je rabel hudi. Skrb vsak dan mu pomlajena nevesta, trpljenje in obup mu hlapca zvesta in kes čuvaj, ki se nikdar ne utrudi. Folk nima za žvet, služb ni, kriza v državi, ampak k sreči imamo pa predsednika parlamenta, ki med delovnim časom piše sonete. Hvala Bogu! Slovenija 2016, jebi ga. Danes je Brglez po pošti prejel bel prah, kar je dokaz, da so sejo spremljali tudi dilerji, ki cenijo umetnost in so bili nezadovoljni z njegovim delom. Stari, dajmo pošle en par gramov na okolka, ker to ni za kamer. Brglez je ravno kar tudi izdal zbirko svojih pesmi z naslovom Tudi jaz sem lahko pesnik. V njej je med drugim pesem Zblojeni mož, ki je parodija na povodnega moža, govori pa o Cmerarju, ali pa recimo pesem Bolanica, ki je priredba zdravljice. Govori pa o življenju v parlamentu, normalno. Mimogrede, a se lahko za trenutek sam stavimo pri Brglezovi kolegici? A jo vidite? A vidite njen pogled? Ta izraz pomeni, what the fuck, Milan? Predsednik parlamenta si, ne pa Zlatko. Da te Prešern sliš, Brglez, bi rekel, saj sem vedel, da bi mogel sam piti, ne pa pisati, ker zdravljico pisati za tako prihodnost, to je pa tudi drek. Samo da vas spomnim, ne? Da vas spomnim, narod moj. Vi te osle plačujete, veste to. A ste že doplačali dohodnino za letos? Ni fajn zamuditi, dajte preveriti, no. No, na to je pred mikrofon stopil miličnik Gorenak in omenil, kaj manjka v politiki. Odgovornost. Moja odgovornost ste prevzeli odgovornost. Prevzemanje odgovornosti, sprejemanje odgovornosti. A sem rekel, da je omenil odgovornost, ne vem, če ste slišali? Malo se mu je plošče zataknilo. V celotni seji so besedo odgovornost izrekli 54-krat. Kar je tako, kot bi ti prostitutka 1 uro govorila, da si njen prvi. Ta banda ne bi vedela, kaj je odgovornost, pa če se jim na facu sedla. No, doktor Vinko je na to zelo lepo pohvalil svojega šefa. Ja, ga vidiš, Barat. Pa ga imamo, Janšo imamo, ne? A ni krasno. Saj tak za vse je kriv, ne? Potem je pa še za to kriv, ne? Ja, Baraba je, ne? Nimamo kaj, ne? O, Vinko! Janez ne mu zameriti, ni resno mislil. Vse bo šel k Fajmoštruk, spovedi. Tako, kot je svetoval Brglezu. Če ste pa veren, pa čim prej k Fajmoštru, ne? Pa se spovejte. Čim prej, tem boljše. Lahko to tudi naredite tak na inkognito, ne? Čakaj, a ni vsaka spoved inkognito? A ideš ti v cerkev, pa vsem prisotnim na glas naštevaš grehe? Spoštovani prisotni, ta teden nisem retvital Janeza Janše, prosim, opustite mi. Povotoma sem prebral par strani Kučanove knjige.
Pa masturbiral sem na slike Katarine Kasal. Čisto pomotoma, presežem. Situacija je v bistvu hecna. Desnica hoče z demokracijo ovirati demokracijo, ko razpisuje referendume, Brglez pa hoče z diktaturo demokracijo rešiti. V bistvu imata tukaj oba prav in oba narobe. Desnica ima prav, ker je Brglez vzel zakon v svoje roke, on pa ima prav, ker ne pusti, da bi z referendum drkal folk v glavo. Lahko bi se tudi drugače zmenili, ne. Zdaj, trčeni torek se je pa nadaljeval s tiskovno konferenco, ki jo je imel Krkovič, ki ga baje ne smeš postaviti v isti plac z bazuko pa helikopterjem, tega ne. Never. Povej, Krko, kakšna krivica se ti godi? Gospod Roman Končar, daleč od... Se pravičujem, sem opozoril na to, da je kariera včeraj. Pa ti pa helikopter se strelil, veš to? Ta ne slona s 5 metrov s topom trofno. Sem folk, ej, ne se zajebavati. On je general, on je general, on je general. Ne mahati z rokami, ko general govori. Sorry, ne bom več. Zdaj, to je še ena jeba, ne? Krkovič ni general, on je brigadir. Kar ni tako fancy. Verjamem pa, da ga morajo doma klicati general. Pa v posli. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.